Drage dame in gospodje, dobrodošli v 38. epizodi AS podcasta. Standardna košarkarska ekipa. Čeprav ne zgledam tako, sem vesel, da vas vidim. Vesel sem, da vaju vidim. Tilen Lamut, ko ljudje potrebujejo nekaj od njega, ga kličejo Tilč, drugače Lamut. Najbolj takten in najbolj priden član naše podcast zasedbe, vedno točen, vedno prvi v maski, MVP tega podcasta, Iztok Franko. In človek, ki prihaja na podcast samo zato, ker ga potem čaka za ston kosilo. Mirko Mulalič. Fair enough. Dajmo najprej razdelati, bomo šli tako, da smo na volilnem soočenju. Zakaj misliš, da si ti tilc, ko si sam, ko priješ recimo, ko nekomu narediš uslugo, ko mu ustrežeš, potem pa, ko si v javnosti, si pa navaden lamut? Ja, zato, ker človek nekaj rabi od mene, ne? Kdo je ta človek? Ta človek je dva sedeža levo. Kako je danes v leto? Jaz v maski, tako je neki lamut, pa ovo, ono. Sem rekel, Mirko, lej, ko te pridem iskat, ko ti delam usluge, vedno tilč, kako si, roka, ti boš, ne vem, čokolado prinesem, Coca-Colo, ti postrežem, karkoli, ne. Ko so pa ljudje okrog, pa sam slabo, ne. Pa udri po človeku, ne. Ja, po moje bilda svojo samozavest na tak način, kar je en način, ne, hkrati pa nam s tem tudi približuje okolje vsake košarkarske slačilnice, ne. Definitivno. In velikrat nas skrbi, kdaj bo Mirko tukaj, a bo, ne. Zdaj smo ga nehali spraševati, kje je, ker pač vsakemu ustreza, da v bistvu pride čim kasnej. Tako. Pove, kar ima zapovedati in... Replika, prosim. Ugovarjal bi, ampak ne morem, ker 99% vsega je to res. Ampak vsaj veste, kaj pričakovati ob točno določenih momentih od mene, tako da tudi direktnost ali pa iskrenost je neka lepa čednost. Ne? Morda včasih groba, ampak ja. Mogoče še en apel, ne, na predvsem te ponudnike električnih najemnih vozil, ne. Prosim, povečajte floto, ker ali ne najde avtomobila. Dejte več popustov človeku, ne? Ali pa popustov, ne. Konec koncev je nehal z basket kariero, zdaj se ne cedita več med in mleko, Zdaj pa treba delati. Zdaj pa treba Til naklicati, da se poje kakšna tortica v jav-jajer. V jav-jajer. Tam na Poljanah ždi v fletu in to je to, ne? Ja. Life is good. To je pa edino pomembno v končni fazi. Tako. Moram ga pa pohvaliti samo to, da ima tu dobro stvar, tudi meni za ston medicinske nasvete v letu. Kako rehabilitirati enciklopedija. A je pomagal? Ne še, ampak... Kaj si imel? Ne, to je proces. Ali je to zasebno? Zelo podobno poškodbo kot LeBron James. Ja, leta so tam, ne? Tako. Dobro. Tako da se lahko poistovetim z... A ti je kaj govoril, kako se voda veže na hidrat? Ne, je bilo pa en takih izrazov, enciklopedija medicinska, tako da... Aha. Ti je rekel, zdaj boš vodo spustil, pa vse boljše. Ne, toliko imate traumatskih izkušenj z mano, da... Ne. To je trauma bond. Vi me boste pogrešali, če v vsakem primeru. Ja, ti imaš pa tak stokholmski sindrom, ne? To. Gasimo, ampak še vedno prihajaš. Odličen uvod v podcast. Predvsem tematika se čisto ujema z današnjo temo. No, ampak to je ena spovednica, ne, te podcasti. Lahko kaj več povemo, ne. Je pa res, da nismo povedali oziroma nismo niti obelodanili, da je to košarkarski podcast. Danes se bomo menili o košarki. Kar pritiče košarkarskemu podcastu. Tako. Torej ne bomo, ampak bomo pa šli tako malo na te volitve, ki prihajajo naslednje leto, da si bomo malo replike. Jaz bom danes v bistvu kaj ena Erika Žnidaršič, malo bolj kosmate narave, voditelj. Tarča. In danes bomo samo to je razlika, razpolagali z nekimi, ko bi rekel, trditvami, ki jih bomo zavračali oziroma jih bomo ovrgli ali pa potrdili. To se pravi, tezo bom dal in vi jo boste potrdili ali ovrgli. Torej, moje delo danes je samo, da vprašam in poslušam. Dobro si se kot ponovadi izognil težjemu delu. Zato pa že drugič zapored vodim. Meni je všeč to. Ker je lažje. Vse si dober v temu. Ne, nisem švohno.
Dobro, pa začnimo pri najbolj taktnem članu naše podcast ekipe. Iztok, ali je Luka boljši, kot je bil lani, oziroma vidimo Luko na začetku sezone NBA v boljši izdaji, kot recimo ob koncu prejšnje sezone? In zakaj ja? Prve dve tekme, ki jih je odigral, sigurno je bil boljši. Zakaj? Pač se je bilo v tem napisano njegovi telesni preobrazbi, koliko lažje, koliko hitrejši izgleda. Ampak to se je pokazalo tudi na prvih dveh tekmah, kako je delal separacijo, predore. Mislim, da je imel na drugi tekmi največ predorov, odkar je v Lakersih. Tako da zgledo je definitivno veliko bolj sveže, veliko bolj lahkotno. Pač tako, kot smo ga bili navajeni, recimo iz sezone pa pol nazaj. Mirko, mu je Eurobasket pomagal pri predvsem zadržanju mogoče te telesne konstitucije, ali misliš, da se je vseeno malce spremenila, ko je začel trenirati po NBA režimu skupaj z ekipo in temi trenerji? Eurobasket mu sigurno ni škodil, ker je imel predvsem zato, ker je prvič precej zgodaj zaključil sezono in je imel časa, da se na Eurobasket pripravi, oziroma da telo spravi v red, ker lani na koncu to več kot očitno ni bilo niti blizu njegovega optimuma. Tako da pomagal mu je sigurno. Te tekme, vseeno moramo vedeti, on je prišel tik pred začetkom, realno, on ne trenira celotne priprave, tako da skozi tekme se je dvigoval, na prvi ni izgledal sjajno, razen to, da je sprememba bila telesno vidna, ampak tudi on je že zelo tako, to je toliko visok IQ, da tudi zna postopoma začeti pa stopnjevati. Tako da jaz mislim, da mu je Eurobasket pomagal. Če pa bi njegova sezona bila bistveno daljša in bi tam ustrajal do finala, pa nisem čisto ziher, kako bi to vplivalo na njegovo telo. No, Tilen, rekli smo na podcastu, v bistvu zadnjem podcastu NBA prejšnjo sezono, da se kar vsi strinjamo, da ne izpusti ta Eurobasket, Luka, ne? Ja, pa se po moje, če bi nas dal v uno situacijo nazaj, bi še enkrat vsi rekli enako. Je pa res, da je prišlo pol do specifik hitrega oziroma hitrejšega izpada, ki smo pričakovali, tako je Mirko rekel, dolgega off-seasona, celega poletja za pripravo. Pa je mogoče celo bilo dobrodošlo zanj, da je sodeloval na Eurobasketu, kar je bilo seveda dobrodošlo za slovensko reprezentanco, za rezultat na temu prvenstvu, pa nek soliden uvod tudi da se vrne v ta igralni ritem, ker tudi po taki telesni preobrazbi mogoče zadeve na igrišču izgledajo malo drugače. In je sigurno zaradi Eurobasketa v to sezono vstopil boljši, predvsem bolj v tekmovalnem ritmu, kar je ponavadi primer teh igralcev, ki sodelujejo na velikih tekmovanjih, ne pridajo v začetek sezone veliko bolj pripravljeni igralno, tekmovalno, je pa res, da je pol treba to vzdrževati zelo dolgo časa, ne. Pa se lahko neke poškodbe pojavijo, mogoče v decembru, januarju, februarju, ker dejansko ti si v nekem zelo konkretnem pogonu od julija naprej, ne. Ampak glede na to, koliko je on imel časa, pa koliko zgleda pazi na to, da je optimalno pripravljen, jaz mislim, da bo on imel eno fantastično sezono v Ligi NBA, kar je v bistvu nastavil s tema prvima dvema tekmama. Jaz bi tukaj eno stvar dodal, da se videl, da so tudi po Eurobasketu z njegovo trenersko ekipo, pa mogoče, ne vem, zdaj to so špekulacije, tudi s to poškodbo, ki so takoj povedali, da bo spustil en teden, tudi to potem ta training camp vzel malo drugače. Kar je bilo, jaz ne vem, malo bolj spremljam recimo zdaj LA medijsko sfero sprejeto kar z velikimi kritikami. Kako so se ne samo on, ampak Lakersi lotili te predsezone, to je pa pomenilo, da ne vem, en teden vmes recimo ni treniral ali pa participiral kot v 5-na-5 treningih, da LeBrona Jamesa ni bilo, da še kdo drug. Tako da jaz mislim, da so vsem po tem Eurobasketu probali narediti to, da se mogoče gre v sezono, pa ne v prve dve tekme, ki jih je igral fenomenalno, ampak ta training camp, da se ga vzame z obzirom, da si že odigral Eurobasket. Tudi v bistvu on je odigral, mislim, sem dve pripravljalne tekmi. Mirko, MD, kaj more storiti Luka, da ohrani to takšno pripravljenost, ko ima? Dobro, zdaj je poškodovan, zvin prsta in tako naprej, en teden ga ne bo. Kaj more v bistvu narediti, da vzdržuje to telesno pripravo, glede na to, da je Luka praktično od leta 2021
pa vse do tega, ker je kulminiralo s tradom in s tem, da je res zgledal predtežak in da ni imel tega prvega koraka in da ni znal več dela take separacije, kot prej. Ne? Kaj mora on narediti za to? Ker on je pač od leta 2021 skozi sezono postajal vedno težji oziroma je pridobival na kilah, kar je zanimivo. To je mogoče tudi Jokić na začetku kariere, ne? Pač, kar je v bistvu čuden, glede na to, da ti vsak drug dan igraš. Ok, se treningov ni veliko, ne, ampak v telovadnici si praktično vsak dan. Ja, to je zdaj ta izziv za njega, ki je nasleden, da pač dejansko zdaj prščalo do preobrazbe. Mi smo vsi nekako ustrajali pa govorili, da to ni v redu, kako je izgledal na koncu lanske sezone, ni bilo dobro. Ja, točke njegove, skoki, asistence, to je lahko vedno 30-10-10, toliko je talentiran, da zna prilagoditi svojo igro. Zdaj, pršel je končno v začetek sezone pripravljen, to, kar so od njega pričakovali, vsi smo to pozdravili z velikim veseljem, že tudi na reprezentanci, hitrejši je, vidi se, da spet uživa v košarki, manj je prepirljiv v končni fazi, ker je tudi toliko bolj pripravljen. Zdaj pa ta naslednji izziv je pa to zadržati skozi celotno sezono. In ja, če bi on igral finale lige NBA čez mesec pa pol, recimo eventualno, da Lakersi tja pridejo, zdaj seveda hipotetično, jaz verjamem, da bi on bil neka zver, ki je v finalu še ljudje niso videli. Ne? Zdaj pa, kakšen bo pa zgledal, ker tudi takrat, ko so v finale prišli, je bil on v veliko boljši formi mesec pa pol pred finalom z Bostonom, kot je pa bil v seriji z Bostonom. Se mi zdi, da skozi tiste pauze med serijami mu niso pomagale, ampak so mu škodile v smislu, da je mečkan nabiral to kilažo o tem, kar si govoril. Tako da to je njegov glavni izziv, kako to ohraniti, predvsem držati se režima in nekih rutin, ki verjamem, da zdaj skozi ta proces jih je ohranil. Verjamem, da je njegova ekipa toliko profesionalna, da so to prilagodili in spremenili, ker zdaj je bila cilj izguba teže, zdaj, ko je to dosegel, je to treba spremeniti. Treba je mišično maso zadržati, vsaj zadržati, če zelo težko je med sezono to povečati. In zakaj to govorim? Zato, da predvsem ostane zdrav, da ne pride do poškodb, mehkih tkiv in takih stvari. To je pa to. Se pravi, upam, da ima to rutino nekako osvojeno in da bo to znal držati skozi celo sezono in da pride do tega uspeha, ki si ga sam želi. To so pa seveda najvišje stvari. Prvo MVP in seveda, da se osvoji šampionski prstan. To je proces. A bo to sezono čez 2-3? Bomo videli. Ključna stvar je disciplina. Ne? Tako. Mi, da sem se pogovarjal z Ramono Shelbourne, če se spomniš, v Dallasu v času finala, ki je rekel, da je on edini igralec, pa najbrž smo o tem tudi že govorili v tem podcastu, edini igralec, ki ga ona pozna, da dejansko toliko pridobi na teži med sezono, ne? Ker praviloma ritem sezone povzroči glih obratno. Ne? In tu bo, jaz mislim, da isto napora, ki ga je on dal zdaj tekom poletja, da je tak, ki je zdaj, bilo potrebnega med sezono, da zadrži tako formo, ki je. Tukaj si ti, ne, iz Foha, PR-ja. Zanimivo je bilo, da je ob tej preobrazbi bila tudi zelo velika PR kampanja. Ne. In ta PR kampanja je zdaj lahko tudi dodatna motivacija, ker bo res smešno izpadlo, če se zdaj tega ne boš držal. Ker v Ameriki, sploh po LA-ju, vemo, kako hitro bo mediji se vrnili na te zgodbe, na Men's Health članke, na reklame, na preobrazbe. Se pravi, to je ena motivacija, druga motivacija, jaz mislim, pa je ta bolj pozitivna, ne? Ker se je to toliko pozdravljal, hvalil. Jaz mislim, da tako, kot sem gledal tudi Lukata te izjave, pač je on to sprejel in je pač mu gode, ne? Se bi bil vsakmu. Lej, kaj sem naredil, kako izgledam in to v LA-ju mediji dnevno sprašujejo. Tudi po prvih 2 tekmih je bilo prvo vprašanje, kje si videl razliko. Kaj je razlika prej, potem in je rekel, jaz sem bil manj utrujen, lahko zadnji četrtini imam več energije. Ne? Jaz upam, da bo v bistvu še tretji dopolnitev, dajmo reči. Še tretji del motivacije, za katerega jaz mislim, oziroma upam, da je največji, je pa ta, kako se on počuti na igrišču. Zavedamo se, da on je sposoben cifre dosegati, kakršenkoli je, ampak da bo to, kaj lahko on zdaj počne na igrišču, pa kako se manj muči, pa lahko še bolj uživa v igri, da bo to največja motivacija, da zadrži pripravljenost, kako ima zdaj. Ne? Poleg tega pa še seveda vse zadeve, ki pridejo izven igrišča, kjer jim si v LA-ju veliko bolj izpostavljen, pa mogoče bilo kje drugje v ligi. Jaz mislim, da tle bo predvsem mogel ta psihološki premik narediti, da dozori kot oseba in s tem bo tudi ratu tak profesionalc, da bo to lahko zadržal. Jaz mislim, da razumem, pa vem, v čemu je recimo
ta catch, zakaj on to nabira skozi sezono. Zato, ker predvsem Luka, to, kar vidimo iz aviona, je zelo emotiven igralec. Se pravi, on je človek, ki igra na turbo boostu, na nitru, ko ima nek višji cilj oziroma nasprotnik v njegovih očeh je nekaj slabega, bilo izrečenega proti njemu, je dodatni motiv, ali ga doma kritizirajo, ampak to privede do enega ogromne, neke emotivne izpraznjenosti. In zdaj, ko ti se vsako tekmo, NBA ritem je pa toliko brutalen, da zdaj, če ti odigraš ti 100 tekem, to pač ni realno biti emotivno na taki ravni, da ti vsako tekmo emotivno odigraš. Po pravilu z naših prostorov smo vsi emotivni bolj, to, kar Američani niso, za njih je to posel in on je lahko, a ne. Luka pa igra z neko strastjo, z neko romantiko. Zato, če pogledaš enega Šeja, ne, Ja. on je pa Robot. linearna robot, To je črta, bilo tudi na kjer tej, nima ne. teh hajev, ne, Tako. pa nima pa lov, ne, ampak Tako. on bo šel skozi 35 pik bo na metu, ne To je bilo glede. tudi rečeno v tej novi seriji, mislim, da Starting Five, ne, je imel soigralca, ki je bil tako, izgubili so tekmo in on v jok in mu je reče tako, alo, trzni se, ne, pač ena izmed tekem je, gremo njega naprej, vidiš ne, pač uno, čisto robotsko, ne. Kar bi še Mirkota pobaril, ne, to se pravi, on skozi sezono sebe daje pod neverjeten telesni oziroma fizični stres, ne. Sam, kar si ti že med 4 stenami govoril, ne, je, da pač tudi čustvena izčrpanost vpliva na sestavo telesa, kako se presnavlja vse in tako Pa ne naprej. samo to, rataš veliko bolj lačen. Jaz to govorim iz dolgoletnih izkušenj z teh prostorov. In zdaj, če imaš ti mečkam bolj tako fiziko, on ima izjemno moč, telesno moč in zelo lahko nabere kile. Se pravi, on, če bi hotel tekmovati v nekem tekmovanju, v moči pa dvigovanju, to so pač neomejene cifre. On bi res lahko bil strongman. Pač tako genetiko imajo, že fotor je bil tak, to so naravno močni. Zdaj pa če pač malo ne paziš, se pa tle kile zelo hitro nabirajo. Moč in kile. Zdaj pa, ker je on v takem športu, kjer moraš skozi gor dol, pa zdaj kakšen tempo, pa pes je rado, to je noro. Pač zelo hitro rataš bolj lačen. Seveda to je to v kontinuiteti, to se ne zgodi prvi mesec, ampak to se akumulira. On je januarja že lahko ful čustveno izčrpan. In pol pride, mogoče ne vem, en piknik, pa gre malo čez, zato da se boljš počutiš, po tekmi kakšni in se to začne nabirati, malo več imaš teh sprostitvenih dejavnosti in se nabere, kljub temu, da imaš ti potrošnjo veliko. Stranka Lamut? Tu se zdaj v bistvu pojavlja vprašanje, ne? Koliko tega pa človek rabi, da dekompresa, ali kako bi, da se sprosti. Veš, Ja. ti eno je, jaz štekam, ti si skozi pod pritiskom, ti si glavna zvezda v Lakersih, ti si glavna košarkarska zvezda zaradi tega dejstva na svetu, skozi si podrobno gledam. Vsak normalen človek, po moje čisto vsak od nas, rabi nekaj, da se sprostiš, otreseš tega pritiska. Ne? Se pravi, ti rabiš tudi nekaj izven tega. Seveda, In kje ventil. In kje je tu zdaj meja? Ali Ja. najti nov ventil, drugačen ventil? Očitno ventili v NBA-ju zdaj v moderni dobi so igranje pokra. Ogromno gamblanja, tudi ilegalnega, ne, šalo na stran, seveda vsak ima svoj ventil. Zdaj ti moraš vedeti, zdaj on kot človek, mi njega gledamo, on je izjemno mlad še vedno, to je pač koliko je to, 26 že, recimo. In zdaj pač ta ventil ti skozi ta nek proces odraščanja iščeš, a ne, pa se to menjava, pa so to lahko prijatelji, so to za ene pikniki, za ene so video igrice, ampak ventili morajo biti zdaj, pa ko ti dodaš pol to, ko začneš res odraščati, pa neke meditacije, pa vaje, dihanja in tako naprej, se zelo hitro pol take stvari uravnavajo. In pač šport je toliko moderen, to je ratalo nekaj normalnega. Zdaj 10 let nazaj, če si nam rekel 5 meditirati ali pa ne vem, 5 s psihologom govoriti, pa to so to vsi imeli za pač norga, danes se mi zdi, da je to že toliko neizbežno ob takem pritisku, kot ga te superzvezdniki čutijo. Enim je to naravno, pa se znajo sami zregulirati, enim ni, ampak jaz verjamem, da on je v procesu odraščanja in da bo neke svoje stvari najdel, da bo održal to formo, v kateri je zdaj, ker bi bilo škoda za to kvalitetnega igralca, ki spada v top 3, da ne gledamo ga v primu njegovem še 6, 7, 8 let. Vse moja poanta je bila, da v bistvu po mojem mora najti nek modus operandi, ki je drugačen, kot je bil do zdaj, kar bo njemu ustrezalo, da se in sprostitvene dejavnosti kombinira na način, da bo to optimalno izgledalo še skozi igrišče. Zdaj je na morju, mogoče bo pa Klay Thompson hodil ribe loviti, pa Točno bo to, ker on ima morje rad, recimo. Ne? V Dallasu tega ni imel, kam je šlo lahko? Vse sta bila tam, kam je šel lahko? V bar, Barry na Black. pier, pa na zrezek, a ne? Točno to. Še eno. A ja, ti si bil skozi v sobi, sorry. eno Kakšen zrezek papirja pojedel. ampak imaš pa room service, ne?
Kar je pa niti poštenega ne rabiš. V glavnem, moje vprašanje je bilo še eno. Glede na to, kaj se je zdaj vse zgodilo, Jaz sem voditelj, stari. se imam vprašanje za vse tri. Aha, ok. Ja. Lahko na tej točki mogoče že rečemo, da so Lakersi kot organizacija k menedžiranju prisotnosti tipa, kakršen je Luka Dončić, pristopili neprimerljivo boljše, kot pa je to delal Dallas. Ali je za to še prezgodaj? Bom jaz odgovoril. Tako, jaz mislim, da je LA narejena franšiza, ki pravilno pristopa k zvezdnikom, zato ker jih ima skozi. Je res, da pač imaš različne ljudi, karakterje, Kobe je bil pač psihopat na košarkarskem igrišču, se Luka je tudi, ampak je bolj tako... Da sem imel poleg Kobeja še ampak vse pač vemo, ampak to je, v LA-ju so bili vedno zvezdniki in vedno so jih mogli znati menedžerirati. Ne. Vedno je bilo... Jaz mislim, da je tukaj to samo to, da zna narediti zvezde ali pa da te hitro naredijo zvezdo, pa da si ti glavna zvezda, da je to problem, ki se ga učitelj Dallasu, ne. Da so mu prehitro dali cel klub. Ne. To se je zgodilo tudi, če pogledamo to poletje v LA-ju. Hitro se je povedal, Luka je glavni, gradi se okoli njega, še LeBron James, kakšna persona je, ne, ima s tem mogoče malo problemov, ker se mu je hitro povedal, da je zdaj pač on še lahko sodeluje, ampak da je to Lukov klub. Tako da jaz ne vem, če so oni tukaj kaj drugače pristopili k menedžiranju, ker pač v NBA-ju take zvezde se zelo težko menedžira. Ampak po drugi strani je pa bil famozni sestanek njega, Lare, Pelinke in Redika, ki so s papirji odhajali pa z mapcami, ne, po katerem se je v bistvu ta preobrazba začela. Ne. Veš, oni so njemu dali klub, ker to je za njih dobro, vsak gleda v končni fazi na svoje interese pa na denar, ampak obenem pa me ne je presenetilo, če je bilo tudi rečeno, lej, ti si zaslužiš, mi ti z veseljem damo novo pogodbo, ne, ki pa ne bo, ne vem, 5-6 let, ampak bo 3 leta. Pričakujemo pa, da se naredi to pa to in da bo standard nek. Ne? Jaz bi šel mogoče celo dlje. Jaz mislim, da na unih papirjih oziroma v mapci, jaz mislim, da je bil tam narejen nek blueprint, master, ampak ne, tudi do te mere, da je bilo tako, ok, tvoja motivacija naj bo naslovnica Men's Healtha, ker bo tudi to prišlo. Oni so ga po mojem mogli samo toliko zmotivirati, da so mu rekli, ej, če ti to narediš, pride za tem pride. Ok, damo ti tako pogodbo, da boš lahko naslednjo Max podpisal najvišje v zgodovini basketa. Men's Health, ne vem, tam je bil čudovit, kaj že, ki je imel obleke, taka jesenska. Čudovit je bil, krasen je bil. Ja, Wall Street Journal, super stari. In recimo, jaz izhajam mogoče iz čist navadnega človeka, to je definitivno motivacija za športnika, ki je pa skozi svojo žarometov, predvsem v Los Angelesu, mora biti pa to nekaj ultimativnega. In jaz mislim, da so ga tako malo prepričali. Tukaj pozitivna stvar tega je tudi, kar se tukaj videl, pač prvič, kakšna persona je Luka, se pravi, če gledamo s tem extensionom, njemu se vidi, da je pač kamorkoli bo šel, bo lojalen svojemu klubu. On je podpisal ta extension takoj, brez kakršne koli drame, ki so jo bili vsi, mogoče so celo pričakovali, glede na to, kako je prej operiral recimo LeBron, ker je vedno te svoje vzvode zelo dobro pričakoval. Klepar Luka to ni bilo nič, že ko so novi lastniki prišli, je hitro rekel, lej, tukaj se vidim, z njimi se vidim in tako naprej. Ampak tudi potem, jaz mislim, da je mogoče to, da so JJ-ju ponudili extension po enem letu, pa 4-letni pogodbi, kar je dobesedno precedens v ligi NBA, da ti kot rookie coach prvo sezono dobiš, se mi zdi, da se je nakazalo to, da grejo vsi nekako skupaj v to dolgoročno. In zaenkrat se mi zdi, da tukaj vsi se svojih dogovorov držijo. Ne? In jaz mislim, da dokler bo temu tako, da bojo zelo dobro operirali in da bojo operirali, kaj je ena zelo franšiza na istem skupnem imenovalcu, kar v Dallasu na koncu večkrat očitno niso bili. To je v bistvu lahko skupni imenovalec vseh nadaljnih podcastov, ki jih bomo tlele snemali, če ta ni zadnji slučajno. Govori se, čivkajo vrabčki, da je tole zadnji. To govoriš točno že. Na hodnikih se govori. 4 podcaste govoriš. Jaz to seveda delam namerno, ker pač Duško Jošević je bil trener, ki je v neki mojem primu bil the man. In pač delam ta psihološki pritisk, ker vsakeč, ko začnem to prodajati okoli po firmi, da je to zadnjič, škog so vsi prijazni do nas. Tam me objemajo na vogalu. Vsi veseli, ko prideš, pa kje si mi. Kosilo, jaz nisem pelem na kosilo, ker ja, valjda, če pa oni mislijo, da je zadnji. Dokler krava daje mleko, molzemo, ne? Ne, drugače pa samo, da se nadovežem na to.
A se boš iznadovezal? To, da se malo navozlam okay. v stilu našega Klemna Vozla. Čistko Dallas je več kot očitno zdaj, ko pogledamo nazaj v retrovizorje, tam nekaj ni štimal. In to se zdaj že ve, tudi že javno, da pač Nico Harrison in Luka nista bila na isti valovni dolžini. Jaz mislim, da se tudi temu, da je začel on ljudi, ki so okoli Luke, pa njegov kamp, kot smo rekli, njegov klub, ko jih je začel umikati, je tle počel do te mere, da tudi Luka več ni bil na isti ravni predanosti. Ja, klubu kot klubu, ja, ampak on je tudi po mojem pričakoval, ja, se to ne bo šlo mogoče v to smer, Niko je tisti, ki bo šel, ne jaz. Se to je cel NBA pričakoval, ne? In je to pač nekaj neverjetnega, da je NGM... Niko ni umaknil samo njegove ljudi, še en kup ostalih ljudi. Tako, in on je počasi rezal vse okoli Donketa in tle že verjetno psihološko malo pač ni več čutil te neke prave... Buy-ina, ne? Tako, in ni več buy-inu tega in valjda pol je slabša pripravljenost. Tudi moramo vedeti, da njegova ekipa, fizioterapeut, trener, to so bili v nekem mini hladni vojni z vodstvom. Tako da to vse je nekako pripeljalo do tega, smo mi gledali Luko po poškodbi čist nepripravljenega in tako naprej. In zdaj je on prišel nekam, kjer so mu pa iz prve takoj vse dal, ne mislim zdaj na slab način vse dal, ampak so usedeli z njim, tudi opozorili, kaj pričakujejo, preložili na njega veliko odgovornost. Evo ti ključi kluba, ampak ti moraš vedeti, tle je to tako in sigurno je na tej večeri prišlo do nekih dogovorov, on je zelo inteligenten, on stvari takoj dojame in on tudi rab nove izzive in mislim, da bo on čez leto, 2, 3 zelo hvaležen tudi lahko Nikotu, da je pač potegnil to prljavo potezo, ker to je nekaj, kar se je zgodil in je dejansko zelo dobro za njega. On je prišel res v nek top of the top iz Reala Madrida, samo še Lakers in ena stopnička, pa gre pa lahko na Mars igrati, ali kaj. Jaz mislim, da je tukaj tudi recimo to, kar sem prej omenil. Če poslušaš enega J.J. Redicka, on je zelo podoben Luki v tem, da je neverjetno kompetitiven tekmovalen tip. Je pa za razliko od Jason Kidda, ki je passive-aggressive tip, vemo, tudi zdaj se vidi to sezono, če spremljate, on je, nikoli se ne ve, kje je, vedno se bo nekako izmuznil, vedno pa bo koga, pa se ne ve včasih točno koga, kdaj pod avtobus vrgel. Se mi zdi, da je J.J. Redick tukaj veliko bolj direkten. In da tudi Luki se mi zdi zna povedati, kar ni prav, ima pa to empatijo pa širino enega tipa Steva Kerra, da zna tudi razumeti ga. Tako da jaz upam, bomo videli, lahko da bo tudi ta naveza kdaj eksplodirala, tako kot je marskira trener, superstar v NBA-ju, ampak meni se zdi, da so ene predpozicije veliko boljše, kot pa s Jasonom Kiddom. Ker Jason Kidd je pač poseben tip, ker sem siguran, da ni štartov že v tem, da bo šel v neke konflikte z Luko, tudi takrat, ko bi bilo mogoče treba, ali pa kadar je šel z napačnim pristopom. Lakersi so v bistvu letos boljši, vsaj po mojem mnenju, zato ker je Luka boljši v smislu telesne pripravljenosti in na prvih 2 tekmah 43-49, kopico asistenc, kopico skokov. Če seštejemo vse te cifre, Lukata na prvih 2 tekmah je imel skupno več, to se pravi, če štejemo te točke, skoke in damo to pač na lestvico, je imel Luka več teh skupnih točk, kakor Lively, Davis, Flagg in Klay Thompson na prvih 2 tekmah, kar je noro. In ti si tazga igralca, mislim, tle se je spet pol vzpostavil to, ti si tazga igralca spustil. A pa so Lakersi boljši v tej sezoni, kakor so bili kot v prejšnji? V moji knjigi je odgovor na to vprašanje enostaven in odgovor je da. Če pa to postavimo v kontekst, kak je njihov doseg, pa nisem tako siguren, če je veliko višji, kot pa lani. V lanski sezoni. Sigurno so boljši. Nisem, da Luka veliko bolj zgleda, recimo en igralec, ki super zgleda Austin Reeves. Tudi on je, pa se mogoče to malo manj poudarjalo, ampak so LA mediji govorili, da je veliko delal na fiziki in to se vidi, kako dela separacijo zadnje tekme, kako s telesom si naredi prostor, skoraj kot N6 zdaj, ki gre v prodore, tako da on je veliko boljši. V temu, kar je bil slab v kontaktu, tako, se je zdaj izboljšal. Pridobitev se bomo še lotili. Tako, v bistvu najprej smo postavili tezo, a so boljši. So boljši, sigurno so, ne glede na to, pa verjetno bomo kakšno rekli, da je Andrej Ayton,
vse failure ali pa dobre strani, benchmark je bil Jackson Hayes, ki je third string center v ligi NBA. Ne? Se pravi, DeAndre Ayton je vse nek starting five center, tako da tukaj je razlika, tudi vidi se, da ima določene kvalitete, ki jih Luka pa Austin Reeves v pick and rollu rabta, tako da sigurno tudi Marcus Smart, jaz mislim, da se je že na prvih tekmah pokazal velika pridobitev, pa je pa kle še Jared Vanderbilt, ki še enkaj naredil to telesno preobrazbo, ki je imel prejšnjo sezono 2 težki operaciji kolena in je imel atletsko zelo slabo poškodbo, zdaj pa atletsko zgleda super, tudi on je neke video objavljal, velik PR delal, kaj polet naredil preobrazbo, čeprav zdaj table Skota, človeka, ki je tokrat tablo iz Skota, jaz nisem videl v 3 tekmah, ne, tako da za tisti tehnični del PR-ja, jaz mislim, da je že malo smešen, ampak bolj zgledajo. Mirko? Boljši so veliko že sami iz tega, da je Luka prišel v optimalni formi, tak kakršen je to, kar sem že lani skozi trdil v tistem zadnjem podcastu, da je zdaj prišel tisto obdobje, kjer pač ta talent bo počasi izvenel, če ga ne bo dohitel z delom in posvetil se delu. Takrat jaz ga rad pograjam, ko si to zasluži, ampak to je treba zdaj pohvaliti, je prišel res na nivo, na katerem ga vsi pričakujemo in ko je Luka tak, gre oni lahko daleč, ne glede na ekipo. Zdaj pa glede na to, da so še izboljšali ekipo, v okvirih, kar je bilo možno in kar je bilo na tržišču. Zdaj ne moramo reči, da je Pelinka slab GM, zato ker ni pripeljal, ne vem, boljših igralcev, pač karikiram, ampak to, kar so na tržišču lahko dobili oziroma kar so lahko naredili, mislim, da je zaenkrat kar v redu. In ja, veliko boljši so v moji beležki. Bomo pa videli, kaj bo to dejansko, kako se bo to manifestiralo. Kaj pa v tvoji beležki, Luka? Jaz pa ful nisem toliko prepričan, da so toliko boljši. Boljši so, ampak No, sej, zdi se mi ta zadeva, recimo, ki se ti tudi omenil. Meni bi se mogoče Austin Reeves zdel boljši trade chip. Super je, da dobro igra. Zato, ker tudi, če se bo karkoli dogajalo tekom sezone, je on dober trade chip. Ne? Ampak meni se zdi tudi to, te 2 tekmi, ki je dal 50 pa 41. Ne? Zdi se mi... Pred 2 tekme 26-10, tudi zraven Lukata. Ne? Ja, ampak meni se zdi, da bo pa kle vseeno Austin Reeves talec LeBrona Jamesa. Ko se on vrne, jaz mislim, da... Kaj bomo z LeBronom? Vse to. Kaj bomo z LeBronom? Gospod, umirite se, jaz sem voditelj, postavljam vprašanja. Počakajte na repliko. On pa ti postavlja to vprašanje. Midva ne smeva. Ne, sej se lahko tega dotaknemo. Ne? Ko LeBron prije nazaj... Ampak bi ga ti imel v klubu sploh? LeBrona? Ja, trenutno. Mislim, zdaj najprej se bojim tega odgovora, ker je ob meni človek, ki mi bo napel par krepkih, če karkoli rečem, ne, se hecam. Seveda. LeBron je še vedno super igralec. Zdaj, ali je on tak igralec, kot je bil pred 10 leti? Absolutno ne. A on toliko vpliva na igro, kot je pred 10 leti? Absolutno ne. Imaš nekoga, ki, sej, in zato je tudi prav, da so Lakersi rekli, to je Lukova ekipa, zdaj se bo LeBron s tem strinjal ali ne, ampak LeBron živi v temu limelightu že toliko cajta, da jaz mislim, da se bo on zelo težko potegnil nazaj. On, vse smo videli med sezono, pred sezono, the second decision, pa smo videli, to je človek, ki živi za pozornost, ki ono kredo meče gor v luft že 30 let, ki živi za to. Njega, ki poslušaš med tekmami, on je prepričan, da ga skozi vsi poslušajo. Da, veš, se ga tudi da? Ne, se ga ne, ampak tudi, veš, ker so mic'd up in tako naprej. Ja, ne veš, in pol neki ujamejo mikrofoni ob terenu. On skozi misli, da tistih 25,000 ljudi v Crypto.com areni gleda samo njega. In jaz mislim, da temu primerno on tudi tak basket igra in da ne bo znov. Samo jaz tukaj košarkarsko ne vidim problemu. Jaz mislim, lani so oni že brez uigranja super izgledali, ko so z vsemi trimi. So vsi trije prišli do priložnosti. Jaz mislim samo tako karakterno. No, to je drugo. Jaz hočem reči, mi zdaj govorimo... Jaz sem tudi bolj o karakterju govoril, pa tema on bo dejansko naredil ta korak nazaj. Pa mogoče tudi malo Reevesa spustil noter, ne? Samo pravim, da jaz mislim košarkarsko, da tudi tukaj ni bil problem, da on Reevesa ne bi spustil. V play-offu, če pogledamo, bil kaj problem. Da Luka fizično ni bil 100%, da se je Reeves tudi poškodoval. V play-offu je bilo vse. Tako, in še v tem bi oni, jaz mislim, da lahko te Wolvese dobili, če bi imeli normalnega centra, pa enega Marcusa Smarta. Ker je bila serija tok, ne glede na to, da je bila 4-1, je bila tok close. Se pravi, jaz mislim, da oni trije košarkarsko bojo funkcionirali.
Ker danes se vidimo, ko gledamo to ligo NBA, danes imeti 3 igralce, ki lahko sami žogo delajo, vsak nameče 25, je luksus. In jaz mislim, da tukaj ni to problem. Drugo je pa zdaj On je prvič. agende, a on si to sploh želi, a on gleda, da bi kariero kje druge končal to, pa lahko špekuliramo, pa ne vem. Ampak jaz mislim, da je on, če bojo oni tako igrali, ki so zdaj toliko brihten, da se bo lahko znal skočiti na ta vlak, pa reči, tako jaz hočem končati kariero, ker alternativ ful dobrih ni. Jaz mislim, da če oni dokažejo, da lahko konkurirajo tudi v play-offu, pa če vsaj povohajo malo možnosti, da je, če se vse posloži oziroma sestavi, veliko moraš imeti tudi sreče v play-offu. Lahko se, ne vem, Ja, zdrav Bog ne daj, ampak Nikola Jokić ali pa Jamal Murray se poškoduje pri Denverju, Kjuzo. Čeprav letos mogoče ne toliko, kot v prejšnjih Jaz bi rekel, letih, da je vseeno, zelo težko prek kogarkoli, oziroma prek najboljših ekip. Da ne govorimo o OKC-u, če se poškoduje, ne vem, spet imaš ti neko, lahko se odpirajo poti, da napreduješ, mogoče celo zalutaš v finale lige, pa imaš šanso osvojiti naslov. In če Lakersi dokažejo v nekem, gremo reči, do sredine januarja, da lahko igrajo z najboljšimi ekipami in da so v igri, da jih je težko premagati v seriji na 4 zmage, jaz mislim, da je LeBron sposoben in karakterno in po igralski plati na igrišču narediti, če temu rečemo zdaj korak nazaj ali pa korak naprej v svojem razmišljanju, se toliko podrediti oziroma igrati vlogo, s katero so oni najboljši, v luči možnosti potencialnega osvajanja naslova, in to je lahko super. Ker lani je LeBron proti Minnesoti tudi sprejel neko vlogo obrambnega strokovnjaka oziroma specialista, ki jo je ne 48 minut, ker model je star 41 let, ampak v določenem obdobju odigral fantastično. Tudi če pogledamo, kako so sezono začeli, ne? S tem, ima poškodbo, ampak so rekli, ne bo, on si bo vzel čas, da bo prišel nazaj, se bo tempiral skozi celo sezono. Luka tu so dali teden dni, že takoj na začetku, glede na poškodbe. Jaz mislim, da oni to, da imajo te 3 igralce in daje to možnost, da lahko mogoče ne bojo zdaj prvi 3 na zahodu, ampak jim daje možnost, da mogoče do konca sezone nam prekruzajo, ampak jo mogoče probajo zdravstveno malo bolj menedžirati. Mislim, da ne bojo šli na princip Toma Thibodeauja, pa vsi igrajo 40, ampak bojo, ne vem, skozi bojo imeli 2, bosta pa skozi tako. In to je ta luksus, ki ga imajo, in jaz mislim, da je to lahko prednost. Ker ta ekipa, če pride, za Lakers se čisto vse naprijo prvi ali pa 8 playoff, sam zdravi morajo prijeti. In to je. No, vse Luka je konec koncev tudi že v Dallasu pokazal, da, mislim, ekipa, ki ima Luko lahko. Tako. Točno to, in to je pa ena stvar, na katero nikdar ne smemo pozabiti. Ne? No, sej, in to je tudi moje naslednje vprašanje, Tilen, tudi zate. Vendarle si ti voditelj, torej izvoli. Da. A je ta ekipa Lakersov boljša kot ekipa Dallasa, s katero je Luka šel v finale? Mirc, razmišljaš, ali imaš odgovor? Karakteristike moraš prvo primerjati, pač kako se kaj mečira, tam si imel. Jaz mislim, da je ena primerjava glavna, kaj te ekipi pa je z aviona viden, Lakersov manjka in je imela tista ekipa Dallasa, je pač atleticizma pa hitrosti. Tista ekipa se je videla obrambno, da si ti kompetentna ekipa okoli Luke in Kyrija, pa zdaj tukaj damo ali Luko pa Reevesa ali pa Luko pa Lebrona, je da rabiš okoli 3 atlete v prvi peterki. In tukaj so imeli oni Livelyja, Dereka Jonesa, PJ Washingtona, Dante Exum je bil takrat velika vloga in to je to, kar tej ekipi najbolj manjka. Lakersov, se pravi atletov, hitrosti, dolžine in tega nimajo in to se jim pozna, zato bojo težko oni nadpovprečna obrambna ekipa. Je pa res, da lahko mogoče saj deloma to tekom sezone še naslovijo, ker pač zato, da so te ukrepitve pripeljali, niso pač porabili nekih assetov in jaz mislim, da oni nek trade, če bojo videli, da so blizu, še lahko izvedejo. Jaz bi se tu navezal sem na to, kar si rekel za Lebrona oziroma za Reevesa. In Lebron in Reeves sta lahko super žeton v tradu. Predvsem Reeves, pri čemer je bila tu težava, ker je vsak izpad iz play-offa, sploh izpad na način, na katerega so Lakersi šli ven, v bistvu pusti en madež in vrednost Austina Reevesa na trgu ob vseh obelodanjenih njegovih težavah v fiziki, v vodenju biti top 2 igralec v ekipi,
so prišle na dan in s tem ti avtomatično v potencialnem tradu ne dobiš več toliko, koliko bi, če bi Reevesa naprimer menjal januarja. Ja. Ne? In zdaj je tu vprašanje, a oni po eni strani kakšna je ponudba oziroma kaj lahko iztržiš, ampak če Austin Reeves postane igra tako, kot igra zdaj in ti dobiš zanj paket nekih enega first round pika pa 3 atletov, zmišljujem si, mogoče trade 3 ekip, ne sem ene. Zakaj ne? Ali pa po drugi strani, če se ti odločiš za potezo, ki je mogoče si jo težko predstavljati, ampak vseeno LeBron James, ki je lahko dober trade chip, ne? Če ga daš za nekaj, kar je vredno. Ne? Seveda, bo imel kam bi sploh rad šel, ni to veliko bolj enostavno je tradati Reevesa, kot pa LeBrona. Ampak mogoče bi bilo dolgoročno za Lakerse v resnici najbolj smiselno LeBrona tradati, ne? Mislim, da še dobiš nekaj pač LeBrona ti ne boš tradal, ker ima on nov trade clause. LeBron se bo tradal sam. Mogoče se bo zmenil z njim. Tako, za Austina Reevesa jaz mislim, mi gledamo to slovenskega kota, ne, ki bi zelo hitro vse kockice premetali, da bi okoli Luke naredili kar naenkrat ekipo Dallasa, ki gre v finale. Ampak jaz mislim, da je Austin Reeves, moraš vedeti, je projekt LA Lakersov. To je največji uspeh Pelinke, to, da so njega dobili nedraftiranega, da so ga naredili tazga igralca, da napreduje tako, kot napreduje in on ima extension sezono, kar ga, jaz mislim, da ga je letos sploh še toliko težje tradati, zato ker nima prave vrednosti, da bi ga zmečiral za nekega superstara na drugi strani. In jaz mislim, da kar se je jasno, pa vsem, kar Pelinka govori, kar govorijo mediji, bojo Lakersi zelo težko tradali Austina Reevesa, oziroma ga bojo tradali samo, če bojo dobili all-star igralca v zameno. In tu ga bojo letos zelo težko in jaz mislim, da oni da res verjamejo, da je Austin Reeves ta drugi igralec, v katerem bojo gradili. Zdaj, a je to ok, strateško, da na dolgi rok ali ne, ampak jaz mislim, da se bo zelo težko zgodilo, da bojo Austina Reevesa tradali za 3 roleplayere. No? Ja, mislim, ne vemo, ali je strateško smiselno, je pa v tem trenutku najverjetneje najbolj smiselno, da ga pač imaš in pustiš mu, da se še razvija naprej. Ne? Ligo NBA, ne, trenutno, ne, ta drug recept, se pravi, ti imaš Lakers na eni strani, ki imajo 3 kreatorje izredne, pa imaš pa en kup atletskih visokih ekip, Dallas, Houston, Orlando, Portland, ki imajo pa ekipo fizikalcev, pa nič kreatorjev. In te ekipe imajo zdaj vse velike probleme. Ne? Tako da jaz mislim, da ne glede na to, kaj te ekipi manjka, je Austin Reeves po mojem vsem plusno. Jaz tudi mislim, da je največji problem potencialno je LeBron James. Pa tle ne govorim spet košarkarsko, tle sam govorim o tej sagi, vsem govorimo o človeku, ki je arguably najboljši vseh časov in ti ne moreš zdaj kar človeka, ki je najboljši vseh časov, ponavadi so vsi te končevali karijere under their terms. In zdaj ne moreš ti prijeti do LeBrona, kljub temu, da je Luka seveda zdaj prva violina, ne moreš ti njemu prijeti pa reči, ti si zaključil, ali pa take stvari se kot prvo ima itak no trade clause, ampak takmu človeku pustiš že iz respekta, če je to njegova zadnja sezona, pa iza zakulisja to zmenjeno z njimi, ok, je to verjeten način, ampak ja, definitivno moraš pustiti mu, da zaključi tako, kot si on želi. In zdaj, če morajo Lakersi potrpeti, če to eno sezono, da jim vzame teh 50-60 milijonov, ga ne morajo tradati in tako naprej, bojo pač to naredili. Se bo pač eno leto na kontu na ta način zgubilo, pa ne govorim košarkarsko po vrednosti, ampak da je skozi ta neka saga. Kot drugo, za njim mogoče prihajajo neki temni oblaki, ki zdaj še ne vemo cele magnitude te FBI preiskave, pa ne pravim, da je LeBron upleten. Dejstvo je pa, da veliko ljudi okoli njega pada pod neke čudne obtožbe in tako naprej, pol čas je Billups se na zaslišanju pojavi s Clutch Sports polovarjem, kar spet buri duhove. Ne, ampak tudi, da si človek, da prideš. To je message. Ampak to, ne, to... In mi ne vemo. Tudi taj igralec, ki je insiderski, Damon Jones, prodaja informacije. Ja. Stavničarjem bo LeBron igral, ne, tako on je bil z njim. Ne? On je njemu zrihtel službo v Miami, on je njega hotel v Miami. In zdaj, jaz ne pravim, da LeBron kakršnokoli povezavo ima s tem, ampak na dan zaslišanja, ko je Chauncey prišel s Clutch Sports, je bila
tista tekma, ko smo Lebrona videli s tistimi očali, kjer je celo tekmo je spremljal, se pravi, to je prva tekma, ne? Brez da bi zaploskal enkrat, brez da bi se nasmejal, on je bil ubit. Se pravi, ne vemo, kakšna magnituda tega je v ozadju in to lahko se prenaša, govorim samo na kemijo, na ekipo, kot drugo, kako njemu zdaj to lahko sprejeti. Ne vem, en Kobe je imel farewell tour celo sezono, ne? No, tega sem se pa hodil dotakniti. Kako dosadno bo, ko bo on zadnjo sezono igral. In ja, zdaj mi ne vemo, a veš. vprašanje je, Marija, ne. pomagi. Če je to zadnja sezona, jaz upam, da je ta, ne da upam, da je ta zadnja sezona, ampak dajmo ne tega farewell tura imeti. Please. No, samo tukaj je pa to, kar si rekel, ne, da mu taki legendi pustijo, da konča on his own terms. Ja. Tukaj so pa vseeno Lakersi naredili potezo poleti s tem, kaj jo niso naredili, ker mu niso ponudili extensiona in so dobesedno mu dali zavedati. V bistvu ali bo to zdaj tvoj farewell tour, saj v dresu Lakersov, ali kaj bo potem poleti. Vse lahko, da bo podaljšanje, ampak jaz mislim, da je to ena zadeva, ki so jo pa oni vsem potegnili, ki so rekli, V bistvu s tem tudi sebi niso mi bomo škodovali. imeli opcijo, mi se bomo lahko odločili. Ker Pelinka, če ga poslušate, skozi uporablja besedo optionality, roster, če pogledaš, to je njegova glavna beseda. Roster, če pogledaš. Mirko, to je pa katera? Absolutno. Definitivno. Definitivno. Roster Lakersov, 4 igralci imajo pogodbe, daljše kot eno leto. Tako da zelo zanimivo, kaj bo naslednjo poletje. No, da damo malo konteksta tudi poslušalcem, poslušalkam, gledalcem in gledalkam. To se pravi neka stavniška NBA afera, ki je prišla izpod rok FBI-ja, Casha Patela, sicer enega najbolj, no, ne bom rekel kaj. Ampak lahko se tudi vrneš na začetek. Pač NBA prvič, da se politično opredeljuje za karkoli, je bil bubble. In takrat v Bablu je bil LeBron eden izmed glavnih protagonistov Black Lives Matter, demokrati. Milwaukee takrat v bistvu tega Babla skoraj ne bi bilo, ker je Milwaukee takrat rekel, da ne bo igral, da bo končal sezono. Ampak kar hočem povedati, tam je on recimo trenutni oblasti šel nasproti in zdaj Cash Patel, Trumpov človek na čelu FBI-ja, verjamete mi, da bojo hoteli neki LeBronu najdeti, ker se že vidi, da gonja je, tam je na robu, zdaj pretiravam, državljanske vojne, stvari so že to, levi in desni, demokrati, republikanci, pa nimam pojma o politiki, ampak hočem povedati, da Trump lovi tiste, ki so se mu zamerili, to tudi ne skriva. A bo kaj na prasku na LeBrona ali ne, ampak glede na to, da je Michael Jordan imel neke črne madeže v karieri, skoraj da pričakujem, pa ne vem, Kobeja damo, pa posilstvo, pa uno gor dol. LeBron do zdaj nima nič. Ne, on je clean in to je najlepša kariera vseh časov. To je tudi ampak zdaj velika čast. Zdaj pa gospod v pisarni, pač ovalni, ki pač se mi zdi, da bojo nek pritisk na njega, a bo kaj najdel ali ne, a je to mogoče to, kar probajo okoli Clutch Sportsa, Chauncey Billups, ne vem, ampak hočem povedati, da nek večji kontekst je tle zadnji in se mi zdi, da ga bojo ful pritiskali, ne vem, kako je to dobro za Lakerse, ekipno in za njihove cilje znotraj garderobe. No, torej, NBA pretresajo pač škandali, stavniški, Terry Rozier s tisto poškodbo, fantomsko poškodbo gležnja. Takrat je v bistvu pol tudi zaključil sezono. To se pravi, igralci nekateri so stavili na svoje tekme, tukaj je še odprej Malik Beasley, ki je tudi še preden je Cash Patel, direktor FBI, tukaj stopil v zgodbo, je bil že podrobno gledom in tako naprej. In potem še Chauncey Billups z očali, kjer se je videl karte nasprotnih igralcev. Fantazija. No? In Chauncey Billups je prišel na prvo obravnavo s poloverjem Clutch Sport, ki pa je Clutch Sport in Rich Paul, glavni zastopnik LeBrona Jamesa. V bistvu je to skoraj LeBronova firma. No, to je LeBronova firma. To je njegov firma. najboljši prijatelj iz otroštva. Tako, in recimo, da je Chauncey Billups s tem poslal jasno sporočilo, da mogoče pa je treba pogledati še kam. Ker to s poloverjem, jaz verjamem, iskreno verjamem, da to se ne zgodi po narodnosti. Jaz sploh pa ne, ko si milijonar, pa lahko rečeš karkoli si želiš. Zjutraj se Pa s tem, da je prišel tudi na prvo ne obravnavo, ampak prvič, ko se je mogel zglasiti, je prišel v trenerki, sivi, tako mislim, več kot očitno ni preveč razmišljal, kaj bo oblekel. Ali pa je zelo razmišljal. Ali pa mislim, da priješ v pač čist nebrandiranih cunjah, pa priješ na prvo zaslišanje v najbolj brandirani cunji v zgodovini. Ne? To je zelo čudno. Jaz mislim, NBA ima večji problem, ne? Da je vsaj pod Adamom Silverjem se je zelo opredelila proti profitu, proti prihodkom
in ta, ne, vedno večini biznisov, sploh takih, ne, te glideri, profit pa moralnost, sta včasih, ali pa večino gre sta v narobno smer. Ne, in jaz mislim, da so oni to neko, koliko jih zanima, da so moralno čisti, da so zelo pozabili. Ne. Recimo preiskava za Terryja Rozierja, NBA je imela svojo preiskavo, pa niso ugotovili nič. Ne. Pol imamo še to afero s Clippersi. Ja. Če jo vzamemo, jaz tudi dvomim, da bojo kaj ugotovili, ker noče ugotoviti. Ali pa saj tako govorijo. Popoldanski SP. Popoldanski SP za oglaševanje. Pa to izvedeno, to je pa tudi neverjetno. On je najboljši influencer na svetu, a ne, koliko na like, Pač na daj mu vsaj objavo slušne. Daj ga na en billboard stavi. Ja, Daj ga nekam, ne rabi priti na fotkanje, imaš full fotk, zmontiraj nekaj, daj ga gor. Ali pa sam ne pride pa reče, ama fani guy in se zasmeji na 25 mil dodatnih. Oboževal to. Hoče reči, in tukaj je NBA šel zelo se je poročil z stavnicami, z novi lastniki Dallasa v končni fazi. Ne? So kupili klub zato, da bojo naredili na istem prostoru kazino gambling. Vemo, da NBA hoče v Las Vegasu ekipo. Ne? Tako da to stavničarstvo je pač nekaj, kar je bilo v zadnji in se je samo čakalo, da se bo nekaj tasga zgodil. Ne? Velika dvoličnost tukaj obstaja, ne, strani NBA, ki se... Vsi mediji so sponzorirani stvari. Tako, po drugi strani pa dajmo si naliti čistega vina, ne? Stavnice v veliki meri poganjajo šport dan danes. Definitivno. Torej, gremo v kategorijo, to se pravi, kaj sem vam že omenil, kakšno kategorijo? Drznih napovedi. Bravo, hvala Tilen. Pravi voditelj. Pravi voditelj v resnici, ja. To se pravi, pa ta je najbolj taka prežvečena in tako naprej. V bistvu sploh ni drzna napoved, je v bistvu sam napoved. Glede na prvih 3 do 5 tekem letošnje nove sezone lige NBA in glede na to, da imamo spet 4 igralce, ki so zelo odskočili od povprečja, Luka, Nikola, Viktor in SGA. Napoved MVP-ja... Še Janis, seveda, 5, pardon. Napoved MVP-ja za to sezono. Ne, hočem samo povedati, da je malo preskoka pri njemu, ampak ja, naprej. Napoved MVP-ja za to sezono. Bom jaz kar začel, ker vidim, da niste več zbrani. Bom jaz. Boš ti, ajde. Ker vem, kam stvari gledajo. Mislim, da Luka ne bo, da Lakersi se pravi po rednem delu sezone ne bojo na prvih 3 mestih, da zaradi tega ne bo dubu. Bo imel sigurno MVP sezono, ampak mislim, da bo on prvi strelec, da zaradi tega ne bo MVP. Upam seveda, da bo Lakersi prišel tako daleč, da končno to dobi, mislim, da ne bo. Tako da bom rekel, da bo MVP, jaz mislim, da bo... Viktor Wembanyama. Ne upam se zaradi San Antonija. A ti misliš, da bo... Jaz mislim, da bo Wembanyama... Da bo oni sam, da pridejo v playoff, on bo MVP, ker mu delajo reklamo, odkar je v ligi stari. Isti način. Roko na srce, tudi meni, kako so njega dali na pedestal, preden je karkoli, kjerkoli naredil, mi je bilo, nam rekel, sporno, ampak mi ni bilo všeč. Exactly. Kako pa letos, ko ga gledaš, to je pa... Jaz sem gledal prvo tekmo pro Dallasu, pa on je Anthony Davisu, zgledal je, kada jaz igram, ko sem igral z mojim tamalim 5 let nazaj na tamalim košu. Ne, norek. Tako ima slabo tekmo, pa da 21 pik, ampak pol pogledaš 9-12. Ampak, dajte mi samo to povedati, da sem jaz sam tak, ali imate tudi vi ta občutek, kad to gledate, jaz uživam, ker je to toliko neverjetno, po drugi strani mi je pa kar neprijetno to gledati. Ja. Kada sem šel v igrico, mi, ko smo malo mlajši, ne vem, koliko si ti kaj igral, smo šli na NBA, pa si šel my player, pa si unga povečal sebe najbolj, pa vse si mu dal 99 in ti rata dolg čas po 3 minutah, ker ni zanimivo igrati. In kako on malo pari, ljudje bože, on jim nabija, mislim, to ne zgleda fair in pol, ker malo mi je cringe vmes, pa si rečem, shit, a je to možno toliko visok igralec, toliko skilled in tako naprej. Tako da jaz pa še kar malo mešane občutke, včasih mi je dobro gledati, včasih mi je pa kurno sploh, ne vem. Ja, težko je. Sprocesirati sploh. Kriterij, s katerim si ti ovrgel, da bo Luka, ne? Je v bistvu isti za Wembanyamaja, ker oni ne bodo top 4, ne? Jaz pač mislim, moja drzna napoved je, da bo verjetno
Pa mislim, da ne bojo tako dobri v sezoni, ampak v play-offu jih bo ful težko premagati Denver. Sam Jokiću pa spet ne vem, če mu bo spet Sam noben od teh 4-5 ljudi v resnici ni drzna napoved. Ne. To je samo mnenje. Zato sem drzna sem umaknil. No. Ja. Sem rekel samo napoved, ker bomo šli še do drzne napovedi. MVP tvoj, prosim. Ne, ker to bo pol... Jaz sem rekel Jokić, ajde. Ker na zadnje, mislim, ko bomo snemali res zadnjo epizodo našega podcasta, ki pač pravilno Se pravi, napove... naslednja je zadnja. Tako, mislim, ne. Naslednja je valjda zadnja, ampak bo pol tudi čez 3 epizode bo zadnja. Ampak takrat bo pa res pol zadnja. No. Jaz bom Ampak rekel, to bo v večernih urah, da bo zadnja večera, ne zadnje kosilo. Jaz bom rekel, Luka Dončić bo letos MVP. Tudi če Lakersi končajo v top 6 in ne osvojijo domačega igrišča, jaz mislim oziroma res upam, da bo to ena nora sezona z njegove strani, ko bo enostavno toliko dober boljši in nepremagljiv in boljši, da bo enostavno brez pretiranih argumentov sem narobe, če glasuješ za kogarkoli drugega. In to je to. Koliko si nabiral followerje, stari, noro. Prišel na misiji danes. Jaz se strinjam, me pa Zdaj nimam skrbi... več tekam, zdaj sem podcast, moram tu malo. Jaz se strinjam, me pa skrbijo pač te spoštene tekme, ki so se že začele in so bile realno Luka to problem. Če pogledamo, on je vedno igral tam okoli 70 tekam ali pa še kakšno manj, medtem ko Jokić recimo še igra ta 75 plus. Ampak jaz mislim, da ima Luka letos, ne samo to, kako je igral fenomenalno, on je igral prve 2 tekme kot MVP, za sabo zdaj še to Lakers PR mašino in to zgodbo, so se ga odrekli, je naredil preobrazbo in si je zaslužil, ker pri njem je bilo prej doskrat, to si ne zasluži. Moramo iti naprej, ker tole se ne bo rešilo. Mi ne bomo rešili sveta. Pa še vse en ima 34. Lahko rešimo vedno. Jaz mislim, da letos Sploh pa imamo neomejeno število poskusov, da bi on lahko ta... Ne, jaz sem tako, da sem malo namočal. Da lahko pa reče cela liga, Harrison, bravo, MVP-a lige si trade. Za 35-letnega človeka, ki je poškodovan. Ki je ironično prišel sezono nespreman. Pa debel. Glede na to, da smo zajadrali v napovedi, pa najverjetneje ne bomo ostalih ekip veliko komentirali, oziroma jih sploh ne bomo. Ali lahko sem 1 sekundo ali pa 5 sekund damo na to, kako je Dallas implodiral po 2 tekmah, ker so se vsi bojda v sočilnici pokregali, pa Anthony Davis je, ne vem, metal dres, pa brisače, pa Kit je zamujal na pogovor z mediji in tak dalje. To je kar impresivno, da se ti zgodi po 2 tekmah v sezoni. Impresivno je. To je impresivno. S tem, da imaš Cooperja, Flaga, Nova Nada. Škaj je najbolj impresivno v tej zgodbi? Jaz, da vam rekel na žalost ali pa na srečo spremljam recimo dosti podrobno še obe ekipi, je, da je v Dallasu sezona odvisna od Angela Russella, v LA-ju pa Deandre Aytona. Ja. In ona dva sta, če mene vprašaš, to sta en in isti igralec. Samo na drugi poziciji. Ista stvar in Kid se vidi z aviona, da Russella videti ne more. Vidi se pa vsako tekmo, tudi danes, jaz sem gledal tole tekmo, ki so jo danes izgubili z OKC-jem. Če nimaš ti saj enega ball handlerja, saj enega, ki naredi Flex slabo zgleda, Anthony Davis slabo zgleda in po moje Kid, ne vem, kaj moraš pred vsako tekmo pojesti, da poje ta ego, potem še čez kiro tableto, da si reče, da bo danes bo pa D'Angelo Russell igral. Ta poskus Dallasa, dajmo Cooperja Flaga na enko, da bo igral organizator igre, je še en primer, ko dajmo reči, pač v basketu še skozi položaj organizatorja igre nekaj šteje in ga moraš imeti. Tukaj se je spremenila še ena stvar čez poletje, ker NBA je copycat liga in kakšen pressing so čez cel igrišče igrali Indiana, pa OKC cel playoff, to je zdaj kopira Portland, recimo danes je Lakers se na ta način pojedel, dobro so bili poškodovani, ampak imaš ekipe, ki res vršijo pritisk na žogi in to je trend. Jaz sem delal v tem research poleti, ki gre navzgor celo sezono in ekipe kot Dallas, kot Houston, kot sem rekel prej Orlando, Minnesota v končni fazi, ki nimajo playmakerja, bojo imeli ogromne probleme proti temu pritisku na žogi. Houston kar Šengunom prenaša žogo, kar bo v play-offu. Ker se dovoli pač veliko več kontakta, vlečenja po rokah. Meni je ful zanimivo, kako so mediji štartali na ta Houston, najvišja peterka. Predstavljanje je bilo, da oni ne bojo znali izgubiti tekme.
To je, Stari moj. To je res, ampak v to, da- starem brendu košarke so dejansko zelo neugodni. Ampak Ne, to, kar so, on govori, ampak- je pa zelo pomembno. Oni nimajo človeka, ki jim lahko kvalitetno prenaša žogo in organizira pod ogromnim To, pritiskom. da so oni izgubili zaradi poškodbe Shepard Freda ne bo, Van ne. Vlita, je dobesedno strel v koleno. Jaz mislim, da je Houston zelo dobra ekipa, tudi zelo dobro sestavljena in mešanico neke mladosti, Amen Thompson in te atleticizma in dodali so skorerja, kar so ga krvavo rabili lani. Ampak pa so izgubili pa edinega človeka, ki je sposoben prenašati žogo na drugo stran, pa postaviti nek napad, da se igra organiziran basket. In brez tega pač si fakt, ne? Ista je Minnesota, poglej, Mike Conley je na klopi, končno Dante pa DiVincenzo 38. štarta, ne? Sem gledal njihovo tekmo s Portlandom, Portland igra pressing celo tekmo, pri njih je na koncu Naz Reid, Julius Randle prenesel žogo, zato ker nima playmakerja. In jaz isto za to ekipo Minnesota ne vidim, kako bo prišla daleč brez nekoga, ki ti organizira napad. Drzni napovedi, zdaj dve. Viš, koliko To se smo pravi- zamudili dobrih tematik, ko se nismo drugi dotaknili. Ne, ne, da to mi je- o Dončićevi pripravljenosti To je govorimo. Lakers special epizoda. A, tega nismo vedeli. Ja, jaz tudi nisem vedel, ampak smo se tako zagovorili, da bila govorili še 2 uri. To se pravi, dejte mi eno drzno napoved ekipe, od katere pričakujemo, da bo nekaj iz nje, pa mogoče ste vi mnenja, da ne bo, in ekipe, ki bo pa letos presenetila. Bom začel, ker sem pač vsem Dober človek. dober človek, to prvo kot prvo, in mičkan tudi že razmislil pred vami. Moja drzna napoved za ekipo, ki bo zelo razočarala, je ekipa, ki smo se jo že dotaknili, Houston Rockets. Jaz mislim, da Houston da ne bo imel prednosti domačega terena, oni bojo na ivici play-ina. To pa je. Zelo pogumna in zelo drzna napoved. Zato je drzna napoved, tako da ne mi pol, ti si, Štucin je pa videl Houston, da se bo zaplej. Drzna napoved. Zdaj ne rabimo biti malo, a ne, pogumni. Druga drzna napoved je pa, da bo San Antonio igral v konferenčnem finalu na Zahodu. To je glupa napoved. Ampak dobro. Ne, začeli so dobro. Z Ziharašom. Ne? Ne, točno to, pa zaradi tega sem tudi dal pač Viktorja kot mojega MVP-ja. Ko to vprašanje postaviš, že v moji glavi sem, kdo so ekipe v Ligi NBA. Jaz bi drugače, prejšnja leta bi rekel New Orleans Pelicans bojo imeli Ja, seveda dobi, ne. domačega terena, ampak jih 5 let že dobivam po smrčku. On bo rekel Miami, ne? Ne bom. Jaz mislim, da Miami plava v takem povprečju, da ni dobra sezona ali pa malo slabša sezona in nobena Jaz bi presenečenja. drugače rekel, da se mogoče popravim. Jaz mislim, da bo Filadelfija letos presenetljivo dobra. VJ Atkom. Zdaj boš vse opcije vzel. Ne. Ja, dobro, okej. Daj mir, ti imaš, daj ti. Daj mir, ajde. Ne, ker bom jaz zadnji. Ja, ne, ni treba. Ne moreš biti zadnji, zdaj boš Jaz drugi. bom določil, kdo bo prvi. Franko. Zdaj so vse drzne napovedi. Ne, nisem, ni. Mogoče še malo razmisliti. A Boston pride sploh? Mislim, da je vzhod ena taka. To lahko v bistvu začnemo z vprašanjem. Ne? Naprimer, vi vidite Cleveland kot nekoga, ki mora priti v finale, ker če da, je pol moja drzna napoved, da Cleveland bo imel slabšo sezono Kalan, pa spet ne bodo uresničili nobenega cilja. Čeprav najverjetneje večina ljudi pričakuje, da letos je to sezona za njih, ampak bi jaz rekel, da je bolj sezona za New York. Jaz moram reči tako, da jaz itak vzhoda sploh ne jemljem resno. No. V bistvu, odkar je Boston nima te ekipe, Cleveland ne verjamem ti tako odgovorim. Ja, pa Indiana je brez taja. New York. Jaz mislim, da bo tam Chicago presenečen. Začeli so 3-0, ne? Tako. Ampak hočem reči, jaz mislim, da mene, kar na vzhodu res zanima, je, kaj je naslednjo domino in to je Janis. Kaj se bo zgodilo z Janisom in tukaj lahko gledamo spet tisto, kar smo prej govorili, kontekst Lakersov, zakaj mogoče ne bojo letos nič tradali, zakaj se čaka naslednjo poletje, ker jaz mislim, da oni čakajo na naslednjo veliko ribo in to je Janis. Tako da bolj me zanima, kaj se bo tam zgodilo, Milwaukee realno, čeprav na tem vzhodu spet mogoče celo ima ekipo, da pride v playoff, ampak realno nima neke konkurenčne ekipe. Kaj Janis počel poleti, je zelo podobno temu, kar počne LeBron James, ne, iz njegovega playbooka prekopiral. Tako da to je za mene, nam rekel, drzna napoved, ampak bolj
jaz mislim, da Janis ne bo končal. Hotel si povedati, da ti je vse Oklahoma bo razočaranje. Oklahoma bo Kaj razočaran. to pomeni razočaranje? Da nove Peraki še enkrat. Ja, pričakujejo vsi, da bojo... Ja, back to back, ja, tudi največ, Ampak daleč okay, največ. se pravi, je razočaranje, če so v finalu. Če ne pridejo v finale. Pa zdaj zamislil si, da pridejo na Lakers in ta mali vragec iz Bežigrada jih sam dobi. Se jih lahko. Ja, se jih lahko, o tem ti pravim. A so pa razočarani, če izpadejo v polfinalu? Men so. Ja, so valjda, pa itak imajo. Tako da v bistvu je to drzna napoved, ampak v bistvu se zelo lahko resniči. Zakaj? Zato, ker je njihov ceiling tle gore in pač karkoli pade dol in že na nek način. Ziharaš si. Ziharaš. Oklahoma razočara. Gremo naprej. Ne, sej mogoče. Jaz mislim, da bo tudi Dallas zelo slab. Oni nimajo koga za razočarati, že s Tradom so Tudi to je razočarali. mogoče ni, ne, če se navežem na tvojo Filadelfijo, ni drzna napoved, ampak o tem, kar se zdaj vidi, kakšno medvedje uslugo dela Dallas Cooper Flagu, verjetno Cooper Flag ne bo Rookie of the Year, kar to so je. 99% Ja. vsi napovedali, pa kako igra VJ Edgecomb. Sam zamislite si, da daš Janisa na petko, ker zdaj je že ful sprejel, večina njegovih šutov je že to sezono, to je vse noter v raketi. Daš njega Dončiću, majko. Majko mi Daš njega Dončiću. Home Alone, Kevin Costner sem hotel Ja, reči, meni kaj je je- bil Macaulay Culkin, To mi je enkrat, pa Kevin. ne vem, a sem že povedal na podcastu, ampak ko smo bili na večeri z Brianom Virhovstom, enkrat v Dallasu je rekel, 3 leta nazaj, pred Kyrie Tradom je rekel, da je njegova napoved, da bosta Luka pa Janis enkrat v karieri skupaj igrala. Pa še Evropejce, družinski človek je, ni kot Ne. ostali Tako, Američani. tudi imata ona dva imata neke srednje ne, skupne saj imata, vrednote itak. in to vrednoto, da, ne mara, da nista Američana, da nista del tega sistema. A Ne? ta dva Da sta ne itak marata bolj... Američanov. Ne. Ne, Če si prav povedal, vse je v redu. Še ena drzna, še ena drzna izjava, bolj ne napoved. Tanasi si rekel, da je z Luko prijatelj, pa da je podobna mentaliteta, ker oni se imajo vseeno za Grke, Tako. tam so odraščali in to je nekako bolj nam ta passion blizu. Blizu. A imamo še nekaj, Il pasión. No. Bravo, No, no. Goc. imaš še tretje vprašanje? Jaz sem Ne, lačen, ne, jaz sem ne, se vse to je bilo šparil, dve, ne, eno, pač kdo bo presenetil, kdo bo razočaral. šparil sem se 2 dni za to kosilo, lačen sem. Jaz bi rekel še, da bo Trae Young traden Kako je pa ta Atlanta slaba. tekom letošnje sezone. Ja, hvala Čeprav Bogu. mi je pa Trae en Young bo najboljših most improved player. subplotov te sezone mi je pa ta Hecam se, no. feud Trae Young pa Pat Beverly, Evo. ki ga rosta Ja, po vsaki tekmi Berli, kako je igral obrambo, to mi je pa. Jaz sploh ne morem verjeti, da je on najel ekipo kamermanov, da posname odgovor Patricku Beverlyju. No, Že ampak tle mi tudi- pokažeš, tudi- kje si kot človek. Tudi ta del se mi zdi, ne, če smo prej rekli, ta del s stavnicami, ne, ta nov trend, ki je že nekaj časa, da ima vsak NBA igralec svojo platformo, pa svoje medije, pa kaj govorijo, kakšne bedarije in ta Trae Young, to meni ne bi presenetilo, če bi enkrat prišli do tega, kjer smo bili, ne vem, 20 let nazaj v repu, ki bo enega enkrat likvidiral. Res me ne bi presenetilo, glede na to, kakšne stvari govorijo igralci po teh podcastih, bivši, sedanjšnji, pa kako se to percepira. No. Sem še ene hitre napovedi. A lahko sam še za to povem, Koliko? podcast in to. No, Daj nam zdaj ste pusti. pa- zdaj ste pa Bivši- prevzeli. čak, ti imaš Bivši še igralci Jaz hočejo- sem debato stari. Jeff Teague, a ste videli, kaj je izjavil na zadnje? Jeff Kaj? Teague je nor v On je- podcastu. No, on je en njih. On je norec. Ampak on je rekel, da točno zdaj, ko se je zgodila aretacija Billupsa in tako naprej, je rekel, da to mu je ful slabo, da karkoli se preveč šalaš na LeBronov način, te njegov kamp kliče. Ja. In pač to je tudi kar močna izjava. Dobiš da klač polover. Ja, da skrbijo skozi to. Zato mislim, da Pa papuče. z Lebronom zadnjo sezono v Lakersih pride ogromno nekega črnega oblakovja. Koliko tekem bodo odigrali sledeči igralci v letošnji sezoni? Paul George. 22. Ne, on ne bo podcast, on se je zresno. Ja. Ja, ne, to je bilo lani. To je bilo lani. Zdaj je nova 27 sezona, nov list. Ja, 27 bo odigral. Joel Embiid. Pa gremo kar čez Filadelfijo. Bolj koliko minut bo igral? On igra po 15 minut na To je, tekmo. kaj se Ja, dogaja? No, ja. Ni not the point. To bomo v Time naslednjem management. podcastu. Time A management. koliko tekem bo igral Joel Embiid? Ja. On je imel farewell tour za ameriško repko. 47. 76. Mene, Če bo igral po 15 minut, evo, to je pa stari. mogoče vprašanje nazaj na MVP-a. Koliko mislite, da jih bo v NBA igral?
Venjavam bo igral 72 tekem. Stari, to je ekstremna višina tilča. Jaz se tudi Ja, bolj tega bojim. jaz mislim, da je samo. Statistično Vem, ampak enkrat bo mogel pač. Pa ni to samo višina, to je kako skače na vsako žogo. Recimo Derek Lively ima s tem probleme. Calisthenics, Ker stari. preveč atletsko Seveda. igra. Calisthenics. On dela za kor telesa. On je Shaolin, On je zmenil. zverina, Shaolin. Ne, to je pravi profesionalec, treba mu je dati Ja. podal. Res je posvečen popolnoma. Ne. Zdaj pa jaz upam, da bo to zdržalo vse, što je res frame. Jaz pravim 65, Viktor. Lik To- do lik za to MVP. za prsti, za MVP, ja. defensive player of the Tako, year. tako. Ma ne upam se, stari, že četrtke je imel pismo, ne vem. Jaz pravim pa, da bo manj kot 50. Veš, drzno napad. Sem Ja. jo izzval. Ekstremna višina je pač. Ja, Ja? Anthony Davis. Yao Ming je mogel nehati. Anthony Davis, Ne, 6. Se pravi, počasi že zaključil. Počasi je kjuza že. Poglejte naslednjo tekmo Dallasa, ker to je to. Človek je star 35, pa pretiravam, pa z očali bo mogel do konca kariere igrati. Z leti se to ne izboljšuje. Tlele imate človeka, ki je strokovnjak, ki je malo naredil research, centri, predvsem petice in štirice, kar se tiče poškodb, nagnjenja k poškodbam in pa pol v poznejših letih. To se praviloma ne izboljša. Samo en primer si imel, ko je nekdo pol zdržal več. Del sem, kar govori Kemby, kdo eno bo? analizo, ali bo Anthony Davis še All-NBA igralec. In pri njegovih letih, on bo zdaj 32, 33, bo marca, ni bilo visokega igralca, ki bi bil All-Star, ki bi toliko poškodb, ki je on spustil. Se pravi, vsi, ki so bili po teh letih, to so bili Dirk, LeBron, pa ni visoki igralec, ampak ne vem, Duncan, Karl Malone, to so bili iber zdravi igralci, ki so imeli res zdrave kariere. Ne. Medtem ko on, edini, to, kar si se navezal, edina recimo upanje za Anthony Davisa je bil Marcus Camby, ki je imel isto zgodovino poškodb kot on, kup enih majhnih poškodb, pa je bil najboljši obrambni igralec lige pri 32 ali 33, čeprav Anthony Davis je vzel to Ja. sezono zelo tako, kot se je Patrick Dumont zamislil, se pravi s počitnicami. 6 tekem, pa kjuzo, stari. Lahko tudi zaključimo. A dovolimo, da On je tudi zaključimo? lačen, se mi zdi, prvi večkrat to Lej, meni. no, v naslednjem podcastu bomo govorili o Denverju, Clippersih, Dallasu. Ja, Jaz ne definitivno. vem, kdaj boste videli dojela, da midva to vodva. Pač, Ne, se res. jaz imam osebnega šoferja celo v tej štirici tle Ja. noter, tako da Mi dva sva dobra človeka, slaba voditelja, vidva sta pa ravno obratno. sprejmem. Kaj sem pol jaz? Pa so pa Kar mi je rekel, da sem MVP lahko karkoli reče. tako da. Fantje, Pejmo obedovati. hvala. Pojmo na kosilo. Dober tek. Živ, Živ. se vidimo. Naslov tega podcasta je Pejmo na kosilo. To je proces. Model, stari